Jaz sem vesel. Dvakrat. Prvič zato, ker smo uspešno zaključili z našim Prima testom, tokrat smo testirali avte s ceno do 20 jurjev, in drugič zato, ker ne rabim biti dolg. Bosta Matej in Anže povedala več. Samo na hitro. Primerjali smo 10 novih avtomobilov s ceno do 20 000 evrov. In sploh ne iz istega segmenta, ampak različne. Ocenjevalni faktor je tokrat pač bila cena, ker nas je zanimalo, kaj lahko danes sploh še dobiš za 20 000 evrov. No, pa nismo potem nabrali najbolj poceni avto, ampak takšne, za katere mislimo, da pri njih vi dobite največ za svoj denar. Zato so vmes tudi malčki, kot so recimo Clio, Polo, Ibiza, pa križanci C3 Aircross, Peugeot 2008 in celo ena limuzina. To je pa Corolla. Ta je tudi edina iz C segmenta, vsi ostali so po platformi manjši in to je že zanimiv podatek. Zmagovalce smo dobili po 2 tednih napornih testiranj, pri čemer je sodelovalo kar 8 avtomobilskih uredništev z več kot 15 novinarji. Seveda pa si lahko rezultate preberete tudi na volan.si, kjer najdete tabelo z rezultati, ker mogoče pa za vas primeren kak drug avto. Recimo iščete mali avto ali pa rabite velik prtljažnik, mogoče limuzino. No, več o samih avtih pa zdaj bolj podrobno Anže in Matej po abecedi. In sem že pri Citroen C3 Aircross. Nad njim nikoli nisem bil posebej navdušen, lahko kar takoj povem. Saj je križanec in že zato bolj zanimiv za večino, pa še kar kul izgleda, ni pa vse zlato. Ta luštna sedeža sta v bistvu kot fotelja, posebej pa udobna nista in to se vidi že po 5 minutah vožnje. Nista slaba, nista pa v bistvu nič bolj udobna od drugih. Zadaj se prav tako sedi precej povprečno in v bistvu takšen je tudi motor. Ne zamerim mu, da je tih in kar fajn potegne, je bil pa med najbolj žejnimi na testu porabe. Bolj me v bistvu moti tale notranja ergonomija, ker je med slabšimi, kar nekaj je naprimer odlagališč, ki sploh ne vem, čemu služijo in niso uporabna. Tudi vmesnik je v bistvu zastarel in materiali ne navdušijo. Večinoma je trda plastika in ne najboljši položaj za volanom. Mi je jasno, da tokratni avti niso dirkalniki, ampak je pri C3 Aircross tudi podvozje najslabše. To pomeni, da se preveč nagiba, da krmiljenje ni dobro in po drugi strani tudi posebej udoben je avtomobil. Preden se kdo vtakne, zakaj smo sploh šli na dinamični slalom. Če bi bil avto ekstremno udoben in zato nič dinamičen, ne bi imel nič proti, tako pa ni. Tudi Dačin Jogger ni udoben, če smo že pri tem, ampak ima vseeno boljše podvozje, avto je tudi lepše vodljiv in bi bil še lepše vodljiv, če krmilni sistem ne bi bil slab. Najslabši med vsemi je na tej primerjavi. Za voz je tudi Jogger torej mlačen, ima pa zelo veliko drugih vrlin. Poleg Corolla je njegov prtljažnik pogoltnil največ robe in Joggerjeva velikost je velik plus za vse tiste, ki potrebujete prostoren družinski avtomobil. Če vožnja in z njo povezan užitek sploh nista med vašimi zahtevami, je tole lahko top avtomobil. Zelo prostoren, malo bolj dvignen od tal in tudi robusten, seveda pa z večino ostalih ne more tekmovati tukaj noter. Sedeži so povprečni in ne glih pojem udobja, materiali bodo najbrž tudi čez 100 let enaki, ker je vse tako robustno in trdo, pa zato tudi malo manj prijetno, ne? Ampak spet, prostore za potnike velik in otroške sedeže boste zlahka namestili. To je nekakšen nizkocenovnik s poprečno ergonomijo in vsaj neki klasičnimi gumbi, bolj cenenimi materiali in poprečnim menjalnikom, pa slabim krmiljenjem, ampak z veliko prostora, zelo dobrim motorjem, ki fajn potegne, pa tudi ni najbolj varčen, pa z večjo oddaljenostjo od tal. Meni tudi ne izgleda slabo in Anže ga je vzel polet za dopust in je bil navdušen nad uporabnostjo. To že veliko pove. Res je, ampak sem ziher, da je eden od favoritov Hyundaiev Bayon. Če boste le malo zamižali eno oko, ker lep pa res ni. Ima pa edini gretje sedežev, eden redkih je z vzvratno kamero za to ceno. Pelje se zelo prijetno, kar pomeni predvsem, da je dovolj udoben in prav nič žajfast v zavojih. Tudi motor in menjalnik sta super, ergonomija je fajn in tale vmesnik je v bistvu zelo lepo prečiščen pa uporaben. Če moram kaj izpostaviti, me mogoče še najbolj moti, da je armaturna plošča precej suhoparna in iz trde plastike. Sem zadnjič svojimi lepimi nohtki malo popraskal tale del,
pa se je takoj poznalo. Sicer je res tudi potem takoj šel preč, ampak tole ni nek presežek. Sicer je pa tole manjši avto in prtljažnik manj uporaben, zadaj je tudi seveda manj prostora kot v Joggerju ali pa Corolli, zato je manj primeren za družinsko rabo. Je pa udoben, motor je tih, motor je varčen, to pomeni okrog 5,5 litrov na naši dolgi poti. Skratka, zelo prijeten avtomobil, dokler prostornost ni v prvem planu, pa še veliko premije dobite za ta denar. MG ZS, ta je šele zanimiv. Res, prav vse zanima, kako se odreže kitajski avtomobil v primerjavi z ostalimi uveljavljenimi znamkami. No, ta recimo pri ceni 20 € že ponuja usnjene sedeže, pri katerih pa nimam občutka, da so neverjetno trpežni. Seveda se lahko motim. Imamo še enega z bogatejšo opremo na testu in pri vsakem najdem eno napakico pri izdelavi. Tukaj na primer tole steklo natesni najbolje in se precej sliši piš vetra. Sicer pa tole ni majhen avtomobil in zato je prtljažnik bolj uporaben kot pri skoraj vseh ostalih, pa prostora za potnike tudi ni malo. Pa še ena dobra lastnost imam in sicer podvozje, ki presenetljivo udobno in zanesljivo deluje med vožnjo. Po drugi strani pa ima med vsemi avti na primerjavi najslabši menjalnik, ker je nenatančen in samo 5 prestav ima. Zato je bila tudi poraba največja na našem testu, liter več kot pri najboljših. Slabši je tudi položaj za volanom, ker se sedi precej visoko in kot volana ni najboljši, volanski obroč pa tudi ni nastavljiv po globini. ZS zaostaja še pri sistemih in tem vmesniku, dobiš pa serijsko lita platišče in kovinsko barvo. Evo, ni malo. Sploh ni malo. In to, kar je povedal Matej, dobite že pri osnovnem modelu, ki stane celo 2 € manj. Ampak nekatere pa bolj zanimajo vozne lastnosti kot cena, kateri je bil pa najboljši na tem področju. Vsi ti avtomobili se ne peljejo enako. Res je, da vsakič, ko gremo mi recimo med Stožce na poligon, se mogoče bo kdo rekel, da je to neka ekstremna vožnja, ki je običajni uporabnik ne izvaja na cesti, ampak je pa dejstvo, da se je treba pa vsake toliko časa tudi izogniti čemu in da vsi vozimo tudi v 90 in 180 stopinjske ovinke in če se presedeš iz enega v drug avto, vidiš, da so razlike velike. Eni imajo recimo težave s krmiljenjem, drugi imajo bistveno premehko podvozje. Seat, Polo in Fabia se res, mislim, da kar dobro peljejo. Pozitivno me je seveda presenetila Toyota, ampak to je jasno, TNG platforma je res dobra. Tudi Bayon ni bil slab po mojem občutku. Recimo tukaj so spet Toyota Corolla bila kar v redu v slalomu. Potem avtomobili skupine Volkswagen, recimo so bili to že od nekdaj, vemo, da so dobri, kar se tega tiče. Potem pa spet Francoz, recimo Citroen je malo slabši bil, pa Dacia tudi so nam bili najmanj všeč med Stožci. Gregor, kaj ste opazili pri meritvah prtljažnikov? Od klasičnih skoraj enoprostorcev do seveda majhnih avtomobilov in ta velikost jasno vpliva na velikost prtljažnikov. Torej, kdor bo iskal v tem cenovnem rangu do 20 000 €, da bo pač pomemben prtljažnik, seveda bo lahko izbral tudi avtomobile, ki imajo velike prtljažnike. Kar velike razlike so bile med tem, kaj smo lahko spravili v en avtomobil in v druge. Tudi recimo mogoče 2 do 3 potovalne kovčke ali torbe več v kakšen avtomobil kot v kakšen drugi. Tako da seveda, koliko so pač avtomobili med seboj različni, so tudi prtljažniki, so bile precej velike razlike. Torej največ Dacia Jogger, tukaj dejansko seveda je skoraj neomejeno prtljažnika, če gledamo vse v tem razredu. Potem tudi Toyota Corolla, tudi MG je presenetil, sicer ni tako, ne zgleda tako zelo velik prtljažnik, ampak gre zelo veliko noter, pač mogoče bolj po višini. Na drugi strani pa potem te najmanjši avtomobili nekaj manj, ampak spet v nekem, tako bi pričakovanem, razumljivem rangu za ta razred avtomobilov. Za Peugeot 2008 sem že v ločenem prispevku ugotovil, da je zanimiv in ravno frišno prenovljen, tako da je zdaj med bolj sodobnimi, se pa v taki druščini potem hitro pokažejo tudi pomanjkljivosti.
Ampak začnem s prednostmi. Prva je vsekakor zanimiv izgled in druga dobra kakovost notranje izdelave. Počutje znotraj je v redu, ergonomija bi bila malenkost boljša z boljšim vmesnikom in predvsem s klasičnim volanom pa klasičnimi merilniki. Jaz pri svoji višini enostavno ne vidim dobro nanje, ker mi jih zakriva volan. Je pa res, da tisti, ki ste višji, teh problemov ne boste imeli in takšnih ni prav malo, tako da tole jamranje jemljite z rezervo. Bolj pomembno je, da je prostora za potnike veliko, sedi se dovolj udobno, mehki deli so povsod tam, kjer počivajo roke in odlagališče veliko, pa še uporabna so. Tudi motor lahko pohvalim, ker je zelo tih, kar me je malo presenetilo, pa varčen, pa celo menjalnik je dober. Tudi med vožnjo nas je presenetil, krmiljenje je bilo sicer med slalomom malo prepočasno in servo je nekoliko zamujal, ampak to so že primeri, s katerimi se vi na cesti sploh ne boste ukvarjali. Podvozje je skratka dovolj udobno in 2008 se ne nagiba veliko, zato je za voziti prav fin. Moram reči, da je krmiljenje celo boljše kot pri novejših 308 in 508, kar je še posebej fajn. Fajn je tudi prenovljeni Clio, celo veliko bolj fajn, kot sem pričakoval. Dober izgleda in noter je zelo prijeten s temi digitalnimi merilniki, zelo udobnimi sedeži, ki so samo za odtenek slabši kot v Polu in Ibizi, kjer smo sedeli najbolje. Tudi materiali so dobri, pa še takšni elementi zelo lepo razbijajo monotonost. Zatakne pa se seveda pri prostoru in Clio danes res ni več primer družinskega avtomobila. Zadnji smo z manj točkami nagradili samo C3 in tukaj tudi posebnega udobja ne pričakujte. Otroška sedeža sta recimo povsem zapolnila zadnjo klop, brez njiju pa smo sedeli poprečno in predvsem utesnjeno. Logično je, da tudi prtljažnik ni posebej velik, kot tudi ne motorna tišina. Clio je bil najglasnejši med vsemi na tem testu, sicer fajn skoč, ker je majhen, pa precej varčenje, no tih pa ni. Med vožnjo je lahkoten, to mu štejemo plus, čeprav krmiljenje ni posebej natančno, pozna pa se, da je čist svež in zato precej dobro založen z opremo. Še najbolj nas je pri uporabnosti zmotilo upravljanje tega zaslona, ker zahteva majčkeno več privajanja, pa tudi kakšno klasično stikalo več manjka. Seatova Ibiza skoraj vedno čepi v senci Pola in Fabije. Tudi glede na prodajne številke, večina se namreč raje odloči za katerega od tistih dveh. Pa moram reči, da mi je tokrat v tej sveti trojici med vsemi tremi najbolj všeč. Zapeljati je zelo dinamična, med slalomom sem v bistvu užival bolj samo še v enem avtu, kar pomeni, da je tudi ta španka zelo lahkotna, ne nagiba se preveč, krmiljenje je super in nasploh je dober celoten občutek. Podvozje obenem sploh ni pretrdo tudi pri vožnji po navadni cesti, kjer spet lahko rečem, da je vožnja v bistvu nenaporna. Kakovost materialov je tukaj celo boljša kot pri Fabiji, sedi se enako kot v Polu in to pomeni najbolje med vsemi tokratnimi predstavniki, ergonomija je super, odlagališče veliko, pa še armaturna plošča je s temi dodatki fajn za pogledati. Pri infozabavnem sistemu in povezljivostmi je med boljšimi, tik za Fabijo in Polom, je pa malo manj prostorna, kar je pomemben podatek, če je prostor pomemben. Ampak noben od teh treh dejansko ni ravno vrhunski. Zanimivo je recimo to, da porabe teh treh avtov niso enake in tukaj pričakujte porabo majčkeno pod 6 litri, prav fin avtomobilček je nasploh. In tale tudi. Fabija je tipična Škoda, kar pomeni, da ima veliko prostora, vsaj glede na velikost, in veliko praktičnih rešitev. Če pustim izgled malo ob strani, ker z njim vseeno ne izstopa, je lahko pohvalen zaradi počutja tukaj noter, sedim dober, volan lepo sede v roke, ergonomija je zelo dobra, ampak vseeno za malenkost slabša kot pri Ibizi. In sedeža sta tam tudi boljša, pa čeprav samo za malenkost. Preglednost je super, uporabnost tudi, materiali so fajn, to je en takšen vsestranski multipraktik med majhnimi avtomobili. Krmiljenje, podvozje in menjalnik, vse je suvereno, nič športno in drzno, ampak predvsem zanesljivo in udobno. Če poenostavim, Fabija vas ne bo prevzela s svojimi oblinami in ne vem čim, bo pa po drugi strani navdušila z uporabnostjo, dobrim motorjem in dobro kakovostjo izdelave. Obenem je še v smislu povezljivosti in asistenčnih sistemov ob boku najboljšemu Bayonu. Stvari so tukaj prečiščene in logične, težko jih sploh karkoli zameram. Mogoče bi si želel samo malo več karakterja.
Bom pri Toyotini Corolli citiral Urško, novinarsko kolegico, ki je rekla, da je tole tokrat edini odrasel avtomobil. In novinarskega kolega Boruta, ki je dodal, da je med slalomom edino tukaj natančno vedel, kaj se dogaja in kje je meja. Ker se z obema strinjam. Corolla je tokrat edina iz večjega segmenta in tudi edina limuzina. Če ji kaj lahko zamerim, je to malce bolj zadržan izgled, ampak hkrati poudarjam, da bi druga platišča in bolj zanimiva barva rešila tudi to. Pri večini ostalih parametrov pa je boljše od vseh ostalih na tokratnem testu. Naprimer pri prostornosti, kjer je potnikom namenjenega največ prostorskega udobja in tudi sedeži so med boljšimi, prtljažnik je pogoltnil enako kot joggerjev, torej tudi več kot vsi ostali, počutje za volanom je krasno, menjalnik je najbolj natančen in tale atmosferski motor je varčen, pa hkrati še bolj prožen od ostalih. Pri 15 na uro v drugi prestavi ni nič jamral, vsi ostali pa so kašljali in skoraj ugasnili. No, pri slalomu sem pričakoval, da bo dobra, nikakor pa da bo najboljša, pa je bila. Lega je zelo zanesljiva, avto lepo sledi zavojem, podvozje je odlično, krmiljenje prav tako. In enako velja na cesti, kjer je zelo prijetna zapeljati, bolj prijetna pravzaprav od ostalih. Tukaj se opazi, da je iz razreda višje in da je ta platforma res dobra. Na koncu je po abecedi vedno še Volkswagen, tokrat seveda Polo. Tega so pred testom že obul zimske pnevmatike, zato je bil na slalomu manj suveren in si predstavljam, da bi bil sicer vozniško ob boku Fabiji. Tako pa je bil na slalomu bolj žajfast, kot je rekel Anže. Počutje znotraj je fino, teli sedeži so vrhunski, celo za stopničko boljši kot pri Corolli, enako udobni kot pri Ibizi, kjer smo jih tudi hvalili. Nasploh je dobra še ergonomija, večinoma stvari štimajo in je vse pri roki, odlagališče velik, materiali pač, kar nekaj je trde plastike, ampak za tokratni znesek je itak povsod in v vseh avtih. Podvozje je fino, motor je fin, menjalnik ima 5 stopenj in tudi pri asistenčnih sistemih in infozabavnem delu je res vse na visokem nivoju. Seveda je tole spet eden od avtomobilov, ki so težko družinski, kar ni nujno slabost, ker nekateri iščete majhen avtomobil, ampak Jogger in Corolla ponujata veliko več prostora. Ne samo prtljažnega, tudi za potnike, sploh zadaj. Polo je dejansko mešanica Ibize in Fabije. Tukaj je naš največji pomislek ali pa pohvala. Prostorsko je uporaben kot Ibiza, torej manj od Fabije, pelje se manj izrazito kot Ibiza in bolj kot Fabija, ena mešanca je. Sem malo zakompliciral to, a ne? Če natančno veste, kaj vam največ pomeni, potem izberite Fabijo ali pa Ibizo, če ne veste, potem pa Polo. Lahko pa rečem tudi, če veste, da hočete Volkswagen, potem je Polo edina izbira. Matej, kako si pa tole zdaj zakompliciral? Skratka, tole je naš izbor avtov do 20.000 evrov. Po dolgem in obsežnem testiranju smo dobili tudi najboljšega med tole deseterico in ker vem, da vas to zdaj najbolj zanima, bom še prej povedal, kako vremeno, pa kaj bi lahko jutri kuhali. Boljš da povem, kateri ima najboljši multimedijski sistem. Ja, jasno je, da so verjetno, tudi ker pač gre, da se dosega spodnja cena, je to pomembno, da so tudi multimedijski sistemi cenejši, nekateri niso najnovejši, so generacijo 2 starejši, kot pa so aktualni v nekaterih modelih iste znamke. Potem imamo, eni so pač sodobno oblikovani grafični vmesniki, eni so pač zelo zastareli. No, recimo imeli smo primer, da je v enem od avtomobilov je bila zelo počasna navigacija, eni so imeli slabo intuitivne vmesnike. Pomeni, da nekaj najdeš, pa potem ne najdeš več, tako je, pač te avto imamo zelo malo časa. Presenetil me je infotainment v Fabiji, ki je zelo lepo oblikovan, ni kičast, pregleden, logičen. Medtem ko recimo v Citroenu je 2 leti star vmesnik z zelo malim ekranom. Upam, da imate zdaj več kot dovolj informacij in vem, da ima vsak med vami svojega favorita, ampak ko smo na koncu sešteli vse točke skupaj, smo ugotovili, da je veliki zmagovalec People from Ibiza. Seat Ibiza! Spet je zanimivo, kako blizu so si po točkah, kar pomeni, da so odločale malenkosti in da to za vas ne sme biti razlog, če ste se zapičili v točno določen model, ker je ta pač vam všeč. To samo pomeni, da so zadeve precej izenačene in da proizvajalci vedo, kaj je pomembno. Ibiza je bila, po mojem mnenju, kljub temu, da si jo mogoče ne bi izbrala sama, ker se mi zdi, da je še vedno avto, ki spada med majhne avtomobile, je v bistvu se izredno dobro vozi. Je tudi v notranjosti dovolj prijetno, ker so jo znali z različnimi vstavki razbiti monotonost.
je na področju asistenčnih sistemov, na področju infotainmenta drži, bom rekla, korak s časom in si pravzaprav za to ceno zasluži tudi to uvrstitev in mislim, da je čisto upravičeno zmagala. Ne, sploh ni slab, daleč od tega, ampak ni pa tako, da bi rekel, wow, to bi si želel, ampak koliko se šteješ, vidiš, da to je to, kar rabiš vsak dan. Ni me presenetil, no, zato ker je pač ima neko zelo posrečeno kombinacijo dizajna, voznih lastnosti pa vse opreme. Ja, no, pač sem ga imel med favoriti. No. Mogoče me nekaj preseneča, ker se je izkazalo, da to je v bistvu avtomobil, ki je že nekaj let na trgu, ni največji, mogoče ne ponuja največ. V primerjavi s konkurenco, kjer imamo tudi SUV-je, kjer imamo tudi predstavnika številko večjega razreda, zdaj da res ponuja nek tak zelo dober paket, ki je do uporabnika prijazen, pa zna biti zanimiv. Ja, Seat se pač pokazal še vedno kot zelo uporaben vsestranski avtomobil, čeprav kot bi znamka počasi izginja iz tega avtomobilskega trga, ampak vseeno očitno je ta vrednost za denar še vedno pri Seatu in pri Ibizi dobra, v tem rangu seveda cenovnem, tako da očitno je kot nekak celovit avtomobil, da je pač zmagal na testu. Zasluženo. Mogoče presenečenje zame, ampak zasluženo še en dokaz več, zakaj Seat znamka škoda, da ne bo obstala. Še na to sem se spomnil. Dejansko imajo vsi predstavniki že v osnovi LED luči, z izjemo Corole, pa tudi opreme je nasploh dovolj. Sej vem, 20.000 evrov ni malo, ampak v svetu avtomobilizma danes to ni več toliko, kot je bilo pred 10 leti. Kljub temu pa danes za 20 evrov še vedno lahko dobiš dober avto. Pa da ne dolgovezim, največ točk je torej zbral Seat Ibiza 1291, na drugem mestu s 1289 točkami Volkswagen Polo, tretji pa Bojon 1286 točk.